Klemen, Bog? kaj se dogaja? Regina, čau! Ura je že 4, živijo. Si ti 4? rekla, da začnemo z razglasitvijo ob 4 uri? Ja, biološka ura me malo zatrela, ja, alo, nekaj, ti se moraš zrihtati, le kakšen sem, jaz sem še Ja, čisto vidim, cimen, ali imaš kaj grozno. mogoče na lagerju, prosim. Ja. 3 minutke rabam, no. Okej, glej, še dobro imam hasa v rokavu. O, super. Dej se na Še hitro dobro, da ima rokav. pošti me, bo jaz nekaj zrihtala, okej? Šibam. Idemo. Dragi tekmovalci, popri, starši, mentori, sem Regina Bajc iz Primorskega tehnološkega parka in sem vodja tekmovanja Popri. Malček bom uskočila, dokler se Klemen ne pripravi za podelitev nagrad. Ampak v bistvu je to super priložnost, da vam primerno pokažem nekaj, kar je javna agencija Spirit Slovenija pripravila za vas. Pogovarjali smo se z ljudmi, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi dosežki na različnih področjih in imajo za vas, dragi tekmovalci Popri, posebno sporočilo. Poglejmo jih skupaj. Klemen, pohiti. Moram povedati, da sem se po koncu gimnazije odločila za študij podjetništva. Pravzaprav čisto spontano, ker nisem vedela, kam me bo pot pravzaprav peljala. Potem pa se je začela tudi vzporedno moja samostojna glasbena pot in na nek način je to z leti postal moj poklic. Tudi če vedno zdaj po 15 letih pravzaprav ne gledam na to svojo pot kot na biznis, ne. Lahko hitro ta tempo življenja in mogoče v enem trenutku uspeha, ne, potegne vase. Je zelo pomembno, da znaš postaviti mejo. Seveda se veseliti tudi uspeha, uživati v tem, kar počneš, ne, ampak imeti mejo, do kje, ne. Koliko, ne, skozi leta, čedalje bolj vem, kam si želim, kaj si želim, na kakšen način si želim delati, s kom si želim delati. Kakšne koncerte želim imeti, kaj želim na teh koncertih imeti, ne. Z nekim svojim načinom obnašanja in vedenjem si vzor mladim. Jaz sem vesela, da je tako, ne. In sem vesela, ne, da lahko v bistvu s kakšno izkušnjo komu pomagam. Nenazadnje sem pa seveda najbolj vesela, da lahko s svojim glasom tudi, ne, dam nekaj lepega svojim poslušalcem. To se mi zdi nekaj najlepšega. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Na začetku noben od nas sploh ni vedel, da se obnašamo kot podjetniki ali pa da bi se mogli, ne. Naš signalna strast je to, da smo imeli res veliko željo narediti vse, kar je treba, da bomo enkrat lahko nastopali, ne vem, na tekmi Dunaj Olimpije, pa potem sanje so bile, da bi nastopali kje izven Slovenije. Mi kot akrobati smo bili res za nič. Jaz sem treniral 5 let gimnastiko, preden sem začel akrobatsko zabijanje trenirati. Ta uspeh, ki se zgodi čez noč, v bistvu traja 10 let, ne. Pri nas je trajalo 10 let v dvoranah, 10 let montiranja filmčkov, 10 let, da nas je nekdo opazil. Ko pa te prava oseba opazi, pa se lahko zelo hitro stvari zgodijo. Ena od naših lastnosti, ali pa bom rekel teh konkurenčnih prednosti, ki smo jih razvili kot podjetje, ne, mi znamo najti ideje, pa prepričati lastnike vlakov, dimnikov in tako, da nam pač zaupajo, da izvedemo nekaj, kar je za naše standarde zelo varno, zgleda pa na meji, ne. Če obstaja ena prava smer navzgor, pač premikanje meje je mogočenega samo zaradi tega, ker se to da. Motivacija starih in mladih, da je možno še z vsako tako noro idejo, ne glede na to, a si dober v tem, ne glede na kaj drugi pravijo. Če imaš ti nekaj, kar pristno verjameš, pa si pripravljen za to nekaj časa delati, se iz tega da zgraditi življenje. Po naravi sem radoveden, vedno me zanimajo novosti, hkrati sem tudi tekmovalen in pa usmerjen v neko perfektnost. Jaz sem pred 25 leti začel v direktnem marketingu in z nastopom interneta, predvsem z vsem tem, kar je Amazon naredil, je v bistvu danes direktni marketing, ki je bila 25 let nazaj marginalna trgovska kategorija, danes postal dominantna kategorija, prevladujoč poslovni model. In smo mi prišli iz obskurnega modela v center stvari, ker imamo tu največ izkušenj. Danes najlažje na tej osnovi prodiramo se širimo in zelo uspešno poslujemo. Mi nismo nikoli hodili po stalnih poteh,
Zato ker sem ocenil, da bom težko konkuriral velikim trgovskim sistemom, velikim korporacijam v njihovi igri. Predvsem v igri, ki zahteva velike kapitalske vložke. Uspeh je najbolj vrljiv. In ko sem dosegel največje uspehe, so sledile največje napake. Ni se treba bati neuspeha, kajti večina zadev se itak dobrih rodi skozi vrsto neuspehov. Pomembno se je učiti iz svojih lastnih napak, da se hitreje učiš, kot pa delaš napake. Evo me, Regina, najlepša ti hvala, dolžen sem ti kavo takoj, ko bo to mogoče. In en lep pozdrav, nisem se še predstavil, Klemen Bunderla, zdaj že v Guantan, vaš voditelj oziroma vaša družba na razglasitvi, svečani razglasitvi rezultatov in na podelitvi nagrad tekmovanja Popri 2021. Ja, letos se je zelo ekspresno naokrog obrnilo, ne glede na vso situacijo, in evo, letos smo spet v spletni varianti razglasitev in podelitev, ampak vse bo popoprano, lušten nam bo, fleten nam bo, predvsem pa vas moram najprej lepo pozdraviti v imenu vseh, valjda Regini, ki skrbi za to, da tudi iz ozadja lepo vse poteka in da smo vsi naštimani tako, kot se zagre. Predvsem pa gre tukaj ena velika zahvala vsem, ki spremljate in omogočate, da se tekmovanje Popri tudi dogaja in odvija vsako leto. Najlepša hvala mamicam v prvi vrsti, pa očkom, pa seveda tekmovalcem, mentorjem, staršem, sponzorjem, regijskim partnerjem in seveda soorganizatorjem. In kot veste, Popri pripravljajo oziroma Popri nastajajo, se meljajo, se izoblikujejo in začinjajo naša življenja v Primorskem tehnološkem parku v prvi vrsti. Na čelu njihove ekipe pa je moja današnja digitalna, simpatična družba Tanja Kožuh, ki se mi bo pridružila v studiu. Tanja! Pozdravljen, Klemen. Tanja, lepo te videti spet. Ja, pozdravljeni naše občinstvo. Zdaj, Tanja, jaz bom kar začel spraševati zato, da ne izgubljamo časa, ker so vsi zelo nestrpni. Lani ste uvedli regijske predizbore, se povezali z regijskimi partnerji, so organizatorji, ti so omogočili tudi bogat denarni skrat. Sploh v teh časih je to zelo velik zalogaj. Kaj pa tudi Popri 2021, imajo tudi kakšno novost? Seveda. Klemen, Popri so bili želani vseslovensko podjetniško tekmovanje za mlade, tako je ostalo tudi letos in zato se želim tudi na tem mestu zahvaliti vsem našim soorganizatorjem. Najprej Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javni agenciji Spirit Slovenija in Slovenskemu podjetniškemu skladu. Skupaj so zagotovili nagradni sklad v višini kar 30.000 evrov. In seveda, Klemen, tukaj so tudi naši regijski partnerji, brez njih tudi ne bi šlo. Hvala lepa Tehnološkemu parku Ljubljana, Saša inkubatorju iz Velenja in podjetniškemu inkubatorju Podbrezniki iz Novega mesta. Novost je bila letos pa tudi Popri Digital. Šlo je za video izobraževanja, ki smo jih realizirali skupaj z Javno agencijo Spirit Slovenija. Namenjeni so pa bili mladim, ki so se preko spleta izobraževali, kako razvijati in preverjati svoje podjetniške ideje. Ti videi so na spletni strani Popri in si jih lahko tudi v nadaljevanju ostali ogledali in se jih poslužili. Čisto šli v duhu časa in z napredkom naprej. In tudi opazil sem, da je vaša spletna stran, to se vse vidi, kako rastete in se razvijate, zdaj po novem tudi v angleškem jeziku. Zakaj? Seveda. To je bila naša dolgoletna želja. Sicer lani smo k tekmovanju, kot tudi seveda letos, povabili že Slovence v zamejstvo, ampak mi smo imeli velike cilje. Želeli smo, da Popri tekmovanje postane evropsko tekmovanje in letos nam je to uspelo. Res smo presrečni. Seveda gre zahvala tudi našim partnerjem, ki so nam to omogočili. Evropska komisija, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Služba Vlade Republike Slovenije za kohezijsko politiko in regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija Spirit Slovenija so pripomogli k temu, da bomo letos organizirali EUSER Popri Youth, mednarodno tekmovanje mladih v podjetnosti iz 9 evropskih držav. To bo potekalo 11. in 12. maja v Portorožu v okviru dogodka EUSER Forum. Seveda bo vse potekalo tudi preko spleta. Ful, da je dobro opazovati, s kakšnim zanosom in ponosom razlaga, je res. Zdaj, čeprav razumem vse to, zmagovalcem se z današnjim dnem, razglasitvijo, podelitvijo, v bistvu zgodba sploh še ne zaključi. Seveda, da ne. To treba delati, da? Najprej seveda nastrpno čakamo zmagovalce nacionalnega tekmovanja Popri. In sicer ti se bodo v kategoriji dijaki in študenti ter mladi do 29. leta uvrstili na mednarodno tekmovanje EUSER Popri Youth. 3 najboljše dijaške ekipe se uvrstijo na Genius Olympiad. To je tekmovanje, ki ga že poznamo in poteka v New Yorku v Združenih državah Amerike. Letos bo to tekmovanje potekalo seveda virtualno. No, imamo še nagrad. Druga uvrščena ekipa v kategoriji študenti in mladi do 29 let prejme voucher Erasmus za mlade podjetnike za 2 osebi za podjetniško prakso v tujini, ki lahko traja do 6 mesecev. Zdaj, jaz sem Tanja Gorenca, ne? A bo na mednarodnem tekmovanju tudi kaj nagrad? Ja, seveda. Brez nagrad ne gre, ampak te bodo res podjetniške. Torej, na EUSER Youth Popri bo zmagovalcem v vsaki kategoriji, torej med dijaki ter študenti in mladimi do 29 let, omogočen ekskluzivni vstop v 2-tedenski online bootcamp podjetniški program, ki bo potekal pod okriljem M-akceleratorja iz Los Angelesa v Kaliforniji. No, drugovrščene ekipe pa prejmejo vstopnico na eno največjih podjetniških konferenc v Evropi. Govorim o konferenci Podim, ki bo potekala od 17. do 19. maja, tudi preko spleta. Pa če greva nazaj, back to Slovenija, k slovenskim poprom. Kaj je recimo prav nate, Tanja, pa na tvojo ekipo letos naredil največji vtis? Dobro, poleg tega, da je bilo vse prek spleta, tako tekmovanje kot prijavljanje in izvedba. Ja, to dejstvo, da smo mogli izpeljati vse pa preko spleta, nas je prestrašilo, nam je postavilo veliko dvomov, ampak tudi veliko izzivov. Ampak to, česar smo bili najbolj veseli, je, da smo letos prejeli res izjemno veliko število prijavljenih podjetniških idej. 134 ekip tekmuje letos v Poprih 21 in 344 tekmovalcev. Prav zato je naša zaveza še toliko močnejša, da to tekmovanje in vse priprave nanj izpeljemo po naših najboljših močeh. Ponosni smo, da lahko soustvarjamo podjetno prihodnost Slovenije. Tanja, najlepša hvala za tole rundo in z nami z Regino greš absolutno na kavo, tako ko bo to mogoče, tako da hvala ti in čim prej spet. Super, zmenjeno. In danes smo tukaj, da razglasimo, kdo med temi, kot Tanja pravi, 344 je bil najboljši, čeprav je komisija res imela težko delo, še danes jih križ boli. Naj spomnim na potek in seveda pravila tekmovanja, preden razglasimo rezultate. Na tekmovanje so se lahko prijavili mladi v 3 starostnih kategorijah. Osnovnošolci od 7. do 9. razreda, dijaki in študenti, diplomanti in ostali, ki dokazujejo, da nisem več med mladimi do 29 let. Lahko tekmujejo kot posamezniki, lahko kot podjetniška ekipa z do največ 5 člani. Prijavili so se lahko s poslovnim modelom, z opisom podjetniške ideje, pa ne bo to izdelek ali pa storitev. Te poslovne modele oceni strokovna komisija, sestavljena je iz startup podjetnikov, direktorjev in predstavnikov podjetij, tudi bivših oziroma bodočih šefov. Letos se je prijavilo 134 ekip oziroma, kot rečeno, rekordnih 344 tekmovalcev, pa 58 mentorjev iz 62 izobraževalnih ustanov v Sloveniji in zamejstvu. Na regijske predizbore, ki so potekali v Primorskem tehnološkem parku, Saša inkubatorju in podjetniškem inkubatorju Podbreznik ter Tehnološkem parku Ljubljana, se je uvrstilo 76 ekip. 76 ekip, stari! A veš, koliko je to dela? Koliko je to ekip?
vsi so bili izvrstni. No, regijski predizbori so bili 3. in 4. marca in iz vsake regije, pa vsake kategorije, so v finale prišle le po največ 3 ekipe. In danes bomo v vsaki kategoriji razglasili še 3 najboljše in jim podelili denarne in druge nagrade. Pa kaj smo začeti? Maklešen kap teksta sem, da moraš začeti. Poglejmo si, kdo so bili najuspešnejši tekmovalci v kategoriji študenti in mladi do 29. leta. Poglejmo razglasitev. Pozdravljeni! Ponosen sem, da lahko letos na tekmovanju Popri 2021 podelim nagrade za najboljše podjetniške ideje. Nastopajoči v posameznih kategorijah so bili študenti in mladi do 29 let, dijaki in osnovnošolci. Sedaj pa mi dovolite, da v kategoriji študenti razglasim 3. mesto. 3. mesto je osvojila ekipa z naslovom 0,0 šofer, trezna odločitev z obeskom za ključe. Iz Višje šole strokovne šole Šolski center Ptuj, v kateri so sodelovali člani ekipe Špela Polažer in Lucija Beranič in pod mentorstvom Zdenke Selinšek. Čestitke 3. uvrščeni ekipi, ki prejme nagrado v višini 700 evrov. Drugo mesto je zasedla ideja ekipe Gift Buddy na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Člani ekipe so bili Gal Lindič, Jan Weissenbach, Bijan Klančnik, Ožbej Golob, pod mentorstvom Islama Mušiča. Čestitke drugouvrščeni ekipi, ki prejme nagrado v višini 1300 evrov plus vavčer za podjetniško usposabljanje preko programa Erasmus. In prvo mesto si je priborila ekipa Navijalec povezovalnih trakov iz Šolskega centra Novo mesto. Član ekipe je bil Blaž Novšak in mentor Marjan Hočevar. Čestitke zmagovalni ekipi, ki prejme nagrado v višini 2000 evrov in vstopnico na mednarodno tekmovanje USER, Popri, Jut. Tako vsem tekmovalcem želim veliko uspeha pri ustvarjanju podjetniških zgodb in čestitke. Čestitke, bravo! Kje ste publika, ajde vas slišam? Dobri ste bili, iskrene čestitke, ampak preden nadaljujemo, imamo pa posebne pozdrave, posebne želje, pa tudi napotke konc koncev. Pogledali si bomo kratko serijo nisem tako šolan, kot ste vi. V glavnem, inspiracijo bomo dobili, predvsem pa voljo do dela, do zagona, zanosa, konc koncev, do potrpežljivosti in da bomo še bolj pošteni. To so tisti, ki jim je v življenju že uspelo. Pravimo, da nismo založniki. Mi smo samo delamo po našem mnenju dober produkt v obliki knjige. Knjiga nosi zelo veliko konotacij. Če jaz tebi dam knjigo, ti jaz povem, o čem jaz razmišljam, pa s tem tudi malo tvoj ego boostam. Vem, da je boš prebrala, vem, da investiraš čas v to, ne v mobitel. Na srečo smo imeli recimo s Ferjem Lančkom ful lepo izkušnjo in je rekel tako, lej, jaz nimam pojma, kva mi govorite, ampak verjamem, lej, bom naredil. In tudi prvi ilustratorji so bili tako, ne vemo čisto točno, kje primi to zadevo, ne poznamo še tega, ampak bomo pač probali. In so. Ženske so tekmovali nekaj časa, pa še zdaj, kdaj, koliko hiter je njihov mož zajokal ob naši knjigi. Zdaj, ko imam pa otroka, se pa jaz izjočem ob naši knjigi. Ne da odsvetujem, ampak zelo previdno z modernimi marketinškimi poslovnimi knjigami. Te knjige dajejo na svete, ki delujejo mogoče v določenem času prostoru, v nekem balončku in niso aplikativne na vse. In hitro se lahko zaciklaš v neka ta navodila, pa mogoče sploh niso ustrezne za tebe. Enostavno, kar ti pomaga, so izkušnje s terena. To je vse. Pač moraš biti pravilno pogumen,
moraš se opeči, moraš iti naprej, moraš razmišljati sam. Ko sem začel z TikTokom, je zelo težko bilo, ker sem gledal Slovence, kako so hitro rasli, ampak samo zato, ker so delali slovenske videe. Ampak jaz sem gledal enega, ki je imel dobre nasvete in je rekel samo angleško in jaz sem samo angleško in sem vedel, da dolgotrajno se bo splačalo. Zdaj trenutno, kdorkoli ima povprečen content snema, lahko dobi 1000 sledilcev na dan. Samo mora biti konstanten in vsak dan snemati par videov. TikTok bi se naj fokusiral na 3-minutne videe. To bi zdaj novi update letos bil. Meja, ki jaz ne prestopim, je, da bi govoril o politiki ali pa se spuščal v religijo. Svet spremenijo ljudje, ki so kreativni in si upajo. To so ljudje, ki spremenijo svet, vsi ostali pa pač potem sledijo njim. Ko boš na smrtni postelji, boš obžaloval stvari, ki jih nisi naredil, ne stvari, ki si jih naredil. Zeleni pingvin pravzaprav govori o dveh stvarih, uporabi tehnologije in spremembi naših navad. In to oboje je tisto, kar nam omogoča, da bomo lahko naprej ohranjali kakovost našega življenja. Nam se je zdelo izjemno pomembno, da najdemo družbeno skupino, ki ima motivacijo precej večjo kot samo neko finančna motivacija, in to so otroci. In njim želimo dati v roke uporabo teh tehnologij, ki prinašajo velike učinke, jih naučiti spremembe svojih navad. Igrifikacija zaradi tega, ker prinese nekaj igrivosti v ta resen svet, in pingvin zaradi tega, ker pravzaprav govorimo o nižanju ogljičnega odtisa. Z nižanjem ogljičnega odtisa preprečujemo ogrevanje planeta in taljenje ledenih površin in na ta način pravzaprav rešujemo habitat ne samo pingvina. Na ta način pravzaprav v svetu prikažemo, detabuiziramo ta ogljični odtis, ker zavedanja, kaj je ogljični odtis, je res prenizko. In najbolj vredne kompetence današnjega sveta po vseh trenutnih analizah so kritično razmišljanje, ne out of the box, ampak no box razmišljanje, kompleksno reševanje problemov, hitrost, povezovanje, sposobnost učenja. To so tiste glavne zadeve. Najlepša hvala našim dragim posebnim gostom. Jaz sem si prav izpiske naredil, se pravi, da povzamemo. Padci so del vsake podjetniške poti. Itak, pri meni tudi na štengah. Pri tem naj nas ne zapusti strast do reševanja problemov, ker ti zihar zmeraj bojo. Vztrajnost je ključ do uspeha. Ček. Vztrajnost se to imate. Valjda, da imate. Že to, da ste tukaj, dokazuje, da jo imamo. In na vrsti je podelitev nagrad v kategoriji dijaki. V finalu se je pomerilo 12 izjemnih ekip iz vse Slovenije. Ideje so bile pa itak da raznolike, od aplikacij do produktov, do storitev. In med njimi so bile tudi 3, ki so pa res izstopale. Dajmo si pogledati, katere. V kategoriji dijaki si poglejmo, katera ekipa je zasedla odlično 3. mesto. 3. mesto je osvojila ekipa za aplikacijo Alergenko iz šolskega centra Nova Gorica. Člani so bili David Čadež in Miha Lazič, pod mentorstvom Tanje Blažič. Čestitke 3. uvrščeni ekipi, ki prejme nagrado v višini 700 € in napotitev na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad. Drugo mesto je zasedla ideja ekipe
Pocket Leap iz šole Gimnazija Nova Gorica, v kateri so sodelovali člani ekipe Neli Štanta, Matic Šinigoj, Hanna Vovk in Lovro Saksida. Čestitke drugovrščeni ekipi, ki prejme nagrado v višini 1300 evrov in napotitev na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad. In sedaj, prvo mesto si je priborila ekipa Visos See With Me iz šole Gimnazije Novo mesto. Člani ekipe so bili Nik Stanojevič in Val Vidmar, pod mentorstvom Janeza Gorenca in Simona Jeraja. Čestitke zmagovalni ekipi, ki prejme nagrado v višini 2000 evrov, stopnico na mednarodno tekmovanje USR Popri Youth ter napotitev na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad. To dijaki, dajmo en aplavz za dijake, bravo! Z vas pa res še nekaj bo, ne tako kot z tega našega posebnega gosta. Ne, se hecam se, Tin, prosim, ne mi več olupkov od banan nastavljati, ampak ja, prihaja res en poseben Tin, ki ima zelo poseben pogled na podjetništvo, na cel svet. En tak, kako bi človek rekel, čak sem vam prav napisan, ja, to so te učene besede, ki jih ne znam na pamet, nekonvencionalen pogled na svet ima. Oziroma, tak lep slovenski izraz je tudi out of the box. Tin, a si z nami? Hej, kje ste vi? Živijo, seveda sem z vami, evo me, dragi prijatelji, draga družba, dragi podjetniki, bodoči, sedanji. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Moje ime je Timo Dopevec, po poklicu sem komik. To je zelo zaželen poklic, še posebej v teh časih. Ja. No, ampak danes sem zelo vesel, da sem z vami, da se družimo, da smo tako virtualno povezani. Težko je biti podjetnik, ne? Težko je biti podjetnik, imeti dobro idejo. Ljudje mislijo, da je to tako, kaj ti si podjetnik, kaj pa uvažaš ventilčke. Ampak moj začetek podjetništva gre vse do osnovne šole, do 8. razreda, ko sem bil v računalniškem krožku. In smo delali prvo spletno stran v zgodovini naše šole. To je bila prva spletna stran. Predtem sploh naša šola ni imela spletne strani. In mi smo to oblikovali, smo naredili v HTML-ju, smo jo sprogramirali. 15 je bilo v tem krožku, ker smo upali, da nas bojo zaradi tega punce opazile. Ampak šola je bila ponosna na nas in nam je omogočila za nagrado, pazite to smo dobili za nagrado, nam je omogočila, da smo lahko barvno sprintali 3 strani. Ja. Še danes noben barvno ne printa, kaj še takrat, to je bilo nekje leta 98. Seveda smo vsi sprintali gole slike iz Playboya od Pamele Anderson, ne vem, če mladi to veste. In to v priču profesorice, še ona je bila zraven, ko smo printali. Je pa tako, printe, sine. Kdaj boš ti videl žensko? Printe, ti sam printe. Ko sem sprintal 3 strani od Pamele. In pa sem prišel domov, sem bil tako, mami, jaz moram zdaj nekaj razmisliti v sobo. V glavnem, to so bili moji podjetniški začetki, ko smo vse skupaj štartali preko programiranja. Potem pa sem se odločil, da bi jaz rad bil kaj bolj tako konkreten. Najprej sem mislil, da bom čebelar. To se mi zdel tak lep slovenski poklic. Čebelar, tako v bistvu si v naravi, si s čebelami, ampak pa sem zvedel, da je čebelar v bistvu lopov. Krade čebela med. In čebele itak živijo samo 3-4 dni, pa še to jih 5-krat ropajo. Se zato umrejo, ko jih kap. In to pride ropar, čebelar, pride nota, si da masko gor, da ga noben ne spozna. Rokavice, da ni prstnih odtisov, ne. In pa gre tako noter ful. Živja. In čebele so tako. Ta je malo sumljiv. A ni bil ta že včer? In pa ena čebela tako, ne vem, jaz sem danes prvič. Takrat sem pa bil tako, ne bom čebelar, ne bom lopov in sem se vpisal na pravno fakulteto. Ker tam so pa sami pošteni, ne? Pravniki, to so vsi pošteni. No, ampak na pravni fakulteti je veliko debelih knjig, ki si jih moraš naučiti na pamet, take res debele, 1000 strani. In to, kar bereš, ne, če si tak šel, kot jaz, to ti misli odlutajo takoj. Spomnim se, ko sem se učil kazensko pravo, se je prvič pojavila ta ideja, da bi jaz mogoče bil komik. Prav tako se spomnim, 1000 strani tam bereš in po noč, tako ob 1-2 zjutraj, kar ene ideje so se mi začele pojavljati. Čebelar je v bistvu lopov. Zatem kmalu sem potem tudi imel svoj prvi nastop, ki je bil dovolj dober, da je šlo česa. Veš, te prvi vaši, tudi kot vaši podjetniški momenti, mora biti dovolj dobro, da te motivira, da delaš naprej, ampak ne preveč dober, če ne rataš potem takoj, jaz sem vse mogočen,
Mene bojo vsi hoteli gledati, vsak bo plačal 100 milijonov evrov, da me gleda. Tako kot podjetniki, ki pridejo tako, ta izdelek bo kupoval vsak bo hotel imeti to žarnico doma, prav takšno, vsi bojo tako, žarnice. Ok, še čisto za konec tega mojega bizarnega nastopa iz garaže. Ene ideje so res genialne. Zanj sem videl, da obstaja šampon, no, se to je že kar nekaj časa, ampak obstaja šampon, ki se imenuje Head and Shoulders. Ste videli ta šampon? Head and Shoulders. Končno šampon, ki je za glavo in za ramena. A ne, ker predtem se mi je umazala ramena, ni šlo dol, ni šlo dol, blato se je nabiralo na ramenih, ampak Head and Shoulders, to je za glavo in za ramena. Ne, to vse spere dol. Se razumem poanto, oni so verjetno mislili, da imaš prhljaj na laseh in ti gre pol na ramena. To je isto, kot da bi imel WC papir, ki bi se imenoval rit in školka. Najprej eno dejanje, pol še drugo dejanje. Več stvari naenkrat zrihta. Ne? Obstaja zdaj WC papir, ki se imenuje Deluxe WC papir. A ste videli to? Deluxe WC. Deluxe. To, kar kupaš, to si kar ponosen nase. Enkrat sem kupil Deluxe, sem kar tako, potem sem stal v vrsti, sem kar, Deluxe, 4-slojni. Von po vijolici, von po vijolici. Mi vsi sedimo na WC-ju, pa smo tako, vijolica, 4-slojni Deluxe WC papir. Kaj imaš ti? 1-slojni, 1-slojni ima. Tako da je veliko teh nekih čudnih, bizarnih produktov. Eden izmed teh je tudi recimo WC, javni WC, kjer se luč kar sama prižge. Problem je to, ko ti priješ not, se usedeš in pa se luč ugasne. In takrat smo vsi tako, to ne dela. Hodiš po celem WC-ju, brez hlač, hodiš tam, kje je senzor? Luč se prižge, 6 nas je na WC-ju, vsi hodimo okrog. Gospa, to je za moške, a ni? In na koncu te čaka najbolj inteligenten izum vseh časov. Stroj, ki piha v rod zrak, pol ure tako stojiš. Na koncu moraš vseeno narediti. Nič nam pomaga, samo pekline dobiš po rokah. Tako da, dame in gospodje, to je bil moj mini nastop. Hvala za vašo pozornost, hvala za povabilo. Srečno, še naprej uspešno v vaših podjetniških vodah in upam, da se kdaj vidimo v živo. Čau. Dragi osnovnošolci, zdaj ste pa niste še na vrsti. Mečkan vas bomo pa še držali na trnih, no. Ampak to samo zato, ker imamo 4 videoposnetke oseb, ki so v življenju že nekaj dosegli in bi vseeno radi vas še prej pozdravili, motivirali in vam dali nove ustvarjalne energije. Vi pa samo dobro poslušajte, malo se še sprostite, malo zadihajte in si vse pišite za uho. Kjerkoli bojo meni dali priložnost oziroma denar za moje projekte, bom delal. Tako da meni ni važna država, ni važno nič, samo tam, kjer podpirajo moje projekte. Prvič, ko sem šel na Poljsko, je bilo to, prvič sem bil na letalu, potem pride na Poljsko, tam 40 milijonov ljudi. In noro, in potem govorijo jezik, ki ga ne znam, in takoj že čez 2 meseca že kar snemanje, se pravi 100 milijonov ljudi, kar ene situacije na setu, igralci ni da ni. No. In za mene je to bila taka izkušnja, da sem se res mogel ful hitro naučiti in jezika seta, snemanja vsega, no. Ampak je bilo super, ker sem bil res takoj vržen globoko v vodo, tam sem mogel naučiti plavati. No. Ta film smo probavali res leta in leta narediti, smo iskali producente okoli 6 let in so vsi govorili, ne, to se ne splača, na Poljske to ne bo noben gledal. Treba je verjeti vase, ker če verjameš vase, to je najpomembna stvar. In ne se omejiti samo na Slovenijo, zato ker priložnosti zunaj in priložnosti zunaj so še večje. V mojem primeru Poljska je bila največja priložnost, ki se mi je kadarkoli zgodila in sem še danes znovu tega živim in tudi grem naprej. Tako da je verjeti vase, dela trdo in ne se omejevati na Slovenijo. Pri meni je bila velika borba za to, da sem se sploh lahko privoščil v bistvu tekme. Ne. Prvo kot prvo si dolgo časa odsoten, tekme stanejo, oprema je zelo draga, ne, tako da jaz sem mogel postati kreativen, zato da sem si sploh lahko to privoščil. Zadnjih 15 let mojega tekmovalnega letenja sem dejansko preživel cela poletja po 1 mesec, 2 meseca v prtljažniku mojega avtomobila. Imel sem to srečo, da sem imel partnerja Red Bulla, s katerim smo lahko res realizirali neverjetne ideje. In ena od teh je bila tudi ta, da smo malo pošraufali, bi lahko rekel po domače, en reakcijski motor in ga pritrdili na mene in sem s tem tudi poletel. Vse to, kar smo naredili, je bilo ekstremno, ampak zavedati se moramo, da je to bilo vse od zadaj zelo, zelo premišljeno. Ne. 2 leti razmišljali o tem, kako bomo realizirali stvar, da bo varna, tako da na koncu je rezultat
zgleda zelo ekstremen, ampak je pač vse v tistih mejah zdrave pameti in normale. Jaz ne bi rekel, da je samostojna pot edina. Skozi leta, ko rasteš, je pomembno povezovanje. Maja, kaj bi pa ti rekla mladim, ki se hočejo za svojo samostojno podjetniško pot odločiti? Če delaš sam, poleg delaš dejansko tisto, kar te res zanima, nimaš nobenega šefa in te nič ne omejuje pri tem in je pač res samo nebo meja. Mi smo 2-krat na teden objavljali video in veliko truda smo položili v to, da smo dobro produkcijo naredili in da smo komunicirali stvari, ki smo jih hoteli komunicirati in da nismo delali takih napak, ki bi lahko pač naše sledilce spravljali v zadrego ali pa v napačno pot, da ne bi jezni starši skakali za nami. Sodelovanje s Telekomom je definitivno odprlo vrata v svet medijev, tam, kamor sem si vedno želel iti. Definitivno me je naučilo ene rednosti, organiziranosti, kar se produkcije tiče. Moja generacija kot takšne je sigurno strah varnosti za službo. Po drugi strani pa verjamem, da služb nikoli ne bo zmanjkalo, ker so vedno priložnosti na vsakem koraku. Dejstvo je takšno, da če si toliko samoiniciativen, kar nam mladim močno manjka, če si toliko samoiniciativen, da znaš sam najti priložnost in iti do nje, jo bo vsak sprejel z odprtimi rokami. In to, če padete enkrat, 2-krat ali pa 10-krat, lahko puško koruzo še vedno vržete jutri ali pa pojutrišnjem. Danes tega nikoli ne početi in ne se sekirati za napake, ki ste jih naredili včeraj, ampak razmišljate, kaj boste naredili jutri. Verjamete vase in pejte na svoje in živite svobodno in pokažite, da znate, da znamo. Music licensing reimagined. Odločitev za samostojno pot je bila zame predvsem odločitev za nek trenuten razvoj. Čutil sem, da imam več možnosti, če se poskušam znajti sam v danem trenutku. Se pravi, da bom lahko počel več različnih stvari, tudi mogoče bolje razporejal svoj čas ob vseh teh različnih stvareh. Hkrati pa mislim, da sem na nekem trenutku v življenju, ki moram vlagati pa verjeti vase, ne? In zdelo se mi je, da lahko najboljše to naredim na samostojni poti. Zdaj šele vidim, da v resnici jaz veliko dela opravljam, rečemo, po naročilu ali pa za druge, ampak po mojem se prava samostojna pot začne, ko to delo začneš opravljati sam zase ali pa ti začneš samemu vse podrejati to delo. In evo, ta prestop mene trenutno najbolj zanima. Verjamem, da če se naučim pri Rubikovi kocki, da 3 dni gledam v kocko, pa mi nič ni jasno, pa 4. dan jo sestavim. Če se tu naučim, da me bo vztrajanje pri neuspehu slej ko prej pripeljalo do enega preboja, pa se bo spremenilo v uspeh, pa lahko to miselnost prenesem kamorkoli drugam. Če bom vztrajal v tem neuspehu, sam v tem poskušanju, mi bo slej ko prej uspelo. Najlepša hvala. Še dobro, da vam ful veliko všeč, da sem si lahko vse te vaše napotke zapisal. Ampak mi gremo pa zdaj res naprej. Osnovnošolci, a ste pripravljeni? Na malo še bodite, ker zdaj mi morate še dovoliti, da na tem mestu v imenu Primorskega tehnološkega parka rečem en velik največji hvala na tem svetu, da omogočate tekmovanje Popri ne glede na to, kakšno leto je pred in za nami. Sponzorjem Elektro Primorska, hvala zavarovalnici Sava, pa podjetju Ledlux, Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa podjetju GENI. Soorganizatorjem tekmovanja tudi hvala, to so Ministrstvo Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa javni agenciji Spirit in Slovenskemu podjetniškemu skladu, občinam Šempeter, Vrtojba in mestni občini Nova Gorica ter regijskim partnerjem Tehnološkemu parku Ljubljana, podjetniškemu inkubatorju Podbreznik in Saša inkubatorju. Brez vas tega res ne bi bilo. Osnovnošolci bojo mi že dijaki ratali, to govorim pa nalagam, ampak ne, čas je za najslajše, sicer najmlajše, ampak zato toliko bolj pripravljene, toliko zagnane, to v živo bi jih mogli videti in sem prepričan, da bodo prišli časi, ko jih dejansko bomo. Tako so motivirani, energični osnovnošolci, v finalu pa se jih je pomerilo 12 najboljših ekip. Dajmo mi malo pogledati, kako se je odločila naša komisija.
V kategoriji osnovnošolcev si poglejmo, katera ekipa je zasedla 3. mesto. Ekipa Biopurga iz šole Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik. Člani ekipe Tajda Adrovič-Flisar, Sara Vdovč in Alina Ovčakar. Pod mentorjem Rosano Kleindinst. Čestitke 3. uvrščeni ekipi, ki prejme nagrado v višini 700 evrov. Odlično 2. mesto je zasedla ideja ekipe Bipar iz šole Osnovna šola Draga Bajca Vipava. Člani so bili Tisa Prince Sedinek, Vida Furlan, Rok Kopatin in mentor Andreja Fvister in Tanja Krapeš. Čestitke 2. uvrščeni ekipi, ki prejmejo nagrado v višini 1300 evrov. Prvo mesto si je priborila ekipa Satar iz Osnovne šole Dobravje. Člani ekipe so bili Rok Cigoj in David Košir. Mentor Tanja Krapeš in Andreja Vister. Čestitke zmagovalni ekipi, ki prejme nagrado v višini 2000 evrov. Tako vsem tekmovalcem želim veliko uspeha in obilo podjetniških idej, sedaj in v življenju. Srečno! Dragi popri, vsem iskrene, velike, najbolj srčne čestitke. Zdaj, če bi bili v dvorani, pa verjamem, da res kmalu bomo, bi slišali en ogromen, bučen aplavz. Pa se ga lahko pričaramo, ajmo, dajmo aplavz. In vsi so na nogah, sam vidite jih, ne, ampak hvala vam. In če bi bili zdaj v ta pravi dvorani, bi tudi v rokah držali posebno nagrado, simbol tekmovanja popri. Hvala mami za to. Hvala vam. Hvala vam, da ste bili del te čudovite zgodbe in da ste sodelovali v tekmovanju Popri 2021. Verjetno si ta moment niti ne predstavljate, kaj vse vam ta čudovita nagrada, ti prvi koraki v podjetništvu prinašajo in kaj vse lahko pomenijo. Ampak predvsem pa ne nehati sanjati in uresničujte svoje ideje in predvsem se povezujte ne glede na čase. Kmalu se spet vidimo, držim pesti, da v živo in ostanite taki super popri še naprej.